Kaj pa erotika iz 80-ih, stari? Madonna. Kaj pa dva lepa ročka, pa feltne. Kako je to seksi. Jaz pa nisem vedel, da to obstaja. Ja, to je to. Na rojsten dan grem vedno rad. Če je pa to kakšen poseben, pa da je okrogla obletnica, tako kot recimo danes, ko praznujemo 50 let Volkswagenovega Pola, ja, to je pa še poseben užitek. Sploh, mislim, ko boste zdaj videli, po kakšni hali se sprehajam, to, kar je pripravil Volkswagen, je en tak praznik za vse tiste, ki so nam avti všeč, taki zanimivi, posebni, v tem primeru. Pa to poka, stari. Pa to poka, stari. To nam pa niso povedali, čak pa. Kje je? To ni ta je ta policijski. To pa je rojsten dan. Polov se najboljše je. Smo šli pol en krok, ne? Kje smo zdaj ostali? Prhali. Prosim lepo, poglej ta prostor in poglej vse te dragulje, ki jih je Volkswagen zbral, da si jih lahko v miru pogledamo. Jure, kje si pa ti? Čak, gremo zdaj do Jureta. Ti nekaj športnega imaš. To je Volkswagenov Polo Sprint. Čisi odbit, stari. Kaj pomeni, da ga kle tankaš? Kle od spod ni motorja. A ja, čakaj, le, kje ima hlajenje, stari? Kaj ima zadnji mašino? Boxer motor zadaj, 4 cilindre. Polo z boxer motorjem. A ti vidiš, kaj je to tehnološki genski bazen? Jaz pa nisem vedel, da to obstaja. Ja, to je to. Kaj pa dva lepa ročka, pa feltne. Kako je to seksi. Kaj pa erotika iz 80-ih, stari? Madonna. Recaro, stari. Pa daj nehino. Pa lej platka. Krov motorja, ko je narejena. Lej to izolacijo potipa. A ti to sploh, a je to dovoljen, stari? Lej dihtom ga poglej. Negorljiv filc, ne? Pa Jure ne bi bil Jure, če se ne bi zmenil za neki, ker ni del programa, ne? Moraš iti pa zatežiti. Je zrihto, da pride fant, ki je Pola Sprint obudil nazaj k življenju, da ga zalaufa, pa da naredimo en cold start. Ekskluzivno zate, Ciril. Za komutar minuto pa za atmosferce. Evo ga. To noč slišal enkoli, nikjer, kakor zdaj tukaj. Až kaj, se mi zdi, da sem kar malo pobezlov. Kva če bi šli mi na začetek, pa da najprej pokažemo prvega tistega izpred 50 let, to se pravi Polo številka 1. Koliko je teh tu? 685 kg. Stari, ko so se avti spremenili. Veš, koliko je imel pod nič do 100? 21,2 sekunde. Na mednarodni predstavitvi leta 1975 so povedali živo resnico. Je majhen ekonomičen avto, v katerega se lahko sede 5 ljudi, malo požre in pride kamor želiš. Na tem mestu je prav, da se vprašamo v novi dobi in električnih vozil in hibridov in tako naprej. Kam smo mi spravili avtomobile? Včasih je za mobilnost bilo dosti 7500 mark, pa 40 konjev, pa 685 kg avtomobila. Pa si šel na morje. Nisi se rabil ukvarjati s tem, čigavi so podatki, nisi se rabil ukvarjati z aplikacijami. V resnici se bolj ukvarjal s sabo, pa z ljudmi okrog sebe. Ne? Ampak tudi, če pogledamo dizajnersko ta avto sploh ne zgleda star 50 let. Ne, meni je drugače. Stari, prednost takšnega dizajna je, da je večen. Ja. V bistvu ta prvi je meni, če zdaj, ko vseh 6 imamo pred sabo, se mi zdi še najbolj lušten. Ali pa ta drugega poglej. Naprimer, ta drug, mi danes govorimo o križancih, o bogatstvu oblikovanja. Lej te proporce Polota poglej. Zadnja šipa praktično kot na Volvotovem karavanu. Ne? Ta avto je že takrat pokazal, da ima lahko umestne lastnosti. Poglej prostor za prtljažnik, poglej prostor na zadnji klopi, pa poglej preglednost avtomobila. Poglej steklene površine. Ti imaš stekla. Stekla imaš praktično za polovico bočne linije avtomobila. Kar pomeni, da smo že takrat razmišljali o tem, kaj je to dober avto, kaj je to pregleden avto, kaj je to umesten avto, ne? A veš, pa pogledaj, meni ljuba 3. generacija, naprimer. Jaz sem bil v ta avtomobilček zaljubljen, sploh pa mi je bil všeč, Ciril, to ti moram pokazati. Prvi Volkswagenov ljudski volan z airbagom, meni je bil ta volan noro všeč. Daj ta volanček poglej. Čak sem mal. To je že na pol kabrio, Madonna. Pri 4. generaciji tega avta grem stav, da se ti dobro spomniš. Cross Polo, malo od tal dvignen,
zaščita pragov, zaščita spodnjega dela vrat, opraskana feltna, kar je značilno za mestno-terenski avto, zaradi teh visokih robnikov in to je to. No pa seveda, da ne pozabimo na športno plat Volkswagen Pola. Preden je prišel Polo GTI, to je bilo pol pozneje, je bil najprej Polo GT. Seveda je temelj postavil Volkswagen Golf z GTI-jem, ne? Pri Polotu je bil pa začetek športa, športnosti tukaj. Sicer pa jasna, stilska, dobesedno rdeča linija, kot pri Golfu 1 GTI. Rdeča obroba okrog maske, značka GT. Če mi je bilo narodno GT da tudi na volan, poglej. Stara šola. Drugače pa ta prvi Polo GT je prišel leta 1979, imel je 60 konjev in seveda je bil to tudi najhitrejši Polo v tistem času. Pa gremo pol naprej na naslednjo generacijo, ampak še vedno ne piše GT. A zakaj te zanima? Ja, čakaj, dajmo najprej po vrst, ne? A sploh poveš, kaj pomeni GTI? Ali pri Polotu, ali pa pri Golfu. Grand Touring Injection. In ker tale še ni imel direktnega obrizga, je bil pač sam GT. A še koga grob ta nostalgija zdale? Tisti, ki ste koliko? Pravzaprav nostalgija grab tudi tiste, ki enih časov niso doživeli, se mi zdi. Ker pač cool avti so cool avti. Pa se ti takrat že rodil, pa naokrog hodil, pa mogoče celo vozil ali pa ne. Je res? Pa greš na naslednjega. Tale recimo danes izmed vseh razstavljenih meni eden ljubših, G40, Polo Coupé G40. Aha, to naslednjega tega pa Jure povedal, zato ker ga vidim že zdaj, da je čist napaljen. Kaj je ta za en si rekel? Ja, ta je GTI Mark 4 predprodukcijski prototip, ne? Ampak pazi, lej to Ciril. Tele feltnice niso bile nikoli gor, serijsko, pa tale volan Ciril. Stari, koliko hudo. A si videl, kaj še šibe dah malo gor pa nazaj? Polo GTI Cabrio. One of one. Madonna, stari, kakšne kose so sem spravili, to je neverjetno, ne? Ampak poglej to, streho s panoramsko streho, Cabrio s panoramsko streho. A si videl že kaj tacga? Šibe dah je ka steklena polička. Kaj pa to, stari? Pa na drugi strani Harlekin. A se spomniš tega Polota? Se mi zdi, da ga je Volkswagen predstavil na avtosalonu v Frankfurtu. Sprva so jih nameravali narediti samo 1000, pa je bilo pa takšno povpraševanje, da če se ne motim, jih je bilo na koncu na cestah 3800. Ko je bil včasih Volkswagen mal čiki, ne? Mal predrzen. V glavnem robe za pokazati, za pogledati, za noč se vsesti je neverjetno veliko. Se človek sploh ne ve, česa bi se lotil. Jure, už odprl. Kaj zdaj? A vemo, o čem sedimo, Jure, sploh? Nisem še pogledal, povem po pravici, ampak veš, kaj me je zdaj zagrabila? Zagrabila me je ta neizprosen klic mehanike in grem čisto vsad ga prešaltati. Ja, malo dolgi so, samo so pa natančni, stari, Kaj bi se Polo lupčko s Hondo, Mimogrede, tale Polo, na katerega Anže v tem trenutku daje popr pa GoProjko, je Polo R. Ampak v resnici Polo R sam po sebi toliko redek spet ni. Ampak Polo R 4x4, torej 4-kolesnim pogonom, takšnih je pa na celem svetu sam 10. In ostalih 9 ima Volkswagen nekje parkirane, tale je pa edini, ki se voz. In mi smo ga lahko vozili. Ok, zdaj gremo pa dirkat. Fante iz delavnice so vprašali, kako sem kaj z želodcem. Sem rekel, lej, v dirkalniku želodec izklopiš, vklopiš inox pa hidravlično ročno in to je to, ne. Torej o pogonski, športni in še kakšni drugi pestrosti Pola skozi zgodovino skoraj nima smisla zgubljati besed. Pa sem pa zagrabil v roke tole brošuro, ki je Volkswagen pripravil v čast 50-letnici Pola. Dajmo sam pogledati, kje vse so ga izdelovali. Pazi zdaj, to se pravi, vse skupaj se je začel marca 75 v Wolfsburgu v Nemčiji. In od 75 do 81 so jih tukaj izdelali že 1,1 milijona. Polo je bil hit od začetka. Poleg tega so ga izdelovali pa še v Španiji v Pamploni, pa v Španiji v Martorelu. Leta 96 so Pola Classic začeli delati v Argentini, pa leta 96 v Južni Afriki, v Kariegi, pa med 97 in pa 99 je
Polo nastajajo tudi na Poljskem, a ja, pa valjda stari, tudi v Sarajevu so ga delali, pa 99 so ga začeli delati v Bratislavi, pa v Kalugi v Rusiji, leta 2001 so ga začeli delati tudi Kitajci v tovarni v Antingu, pa v Braziliji tudi, pa še v Keniji, pa še v Ruandi. To se pravi, Polo je na kakšen način dejansko globalen avto. To, kar je pa za nas Volkswagen pripravil v tej krasni hali, je pa en tak edinstven vpogled in varno je trditi, da se takšna razstava z res posebnih polov še dolg, če sploh kdaj, ne bo več zgodila. Po mojem je še najboljši dokaz tega, da je to res ena bolana avtomobilska razstava dejstvo, da je za mojim hrbtom parkiran VRC prvak, Polo VRC od Ožeja, pa v resnici med vsemi temi avtomobili tukaj sploh ni deležen neke hude pozornosti, ker je tolkenih draguljev okrog mene. To je neverjetno. Je pa res, da se da vse avtomobile v tej hali odpreti in se noter usedeti, tale pa dvomim, da je odklenen. Pa v lifeu nisem pričakoval, da bom lahko v neki hali v enem trenutku čist sam in bom lahko 1 na 1 z avtomobilom, dirkalnikom svetovnega prvaka. O, Madonna, stari, to pa je en kos avtomobilske zgodovine, prav zares in dostopen na otip. No tako, jaz upam, da sem v sklopu tega vloga uspel pokazati ali pa predstaviti pestrost, ki jo marsikdo od Pola kot modela mogoče niti ni pričakoval. Volkswagen, hvala za vabilo. Takšen časovni stroj pripraviti na takšnem nivoju je, si mislim, da zalogaj. Tako da cenimo vsi po vrst. Abraham ima 6 sinov, 6 polotov. Tega ne morem nikoli planirati. Pač to je, ne vem, kaj naj ti rečem.